Pa samo še ena stvar, ravno ker sem se ustavil tukaj pri puncah iz Sidere, zato ker so me zame na škatlo. Dobar dan, dve stvari imam za povedati. Ta prva stvar je, tako kot sem včeraj že na Facebook pageu najavil. Danes, to se pravi v petek, bom okrog 4 popoldne na gospodarskem razstavišču, kamor grem po svojo cifro pa čip za 21, ker bom probal odsteči v nedeljo. Tako da kdor hoče prijeti, je dobrodošel, stisnil bom roko, potalil bom kakšno nalepko, da se bomo pa lažje najdel. Jaz sem se zmenil kar s kontinentalovci, oni mislim, da imajo tam en štand, tam bom čakal. In to je to za začetek. Ta druga stvar pa, na vrsti so sladko-kisle za Renault Talisman. Končno, ne, ker na tega smo pa kar nekaj cajta čakali. Za začetek pa tako, kot ponavadi, malo osnove. Veš, Renault je s tem avtom naredil ene take vrste reset. Laguna je šla po 20 letih v pokoj, Talisman je pa pol pomenil ene take vrste čist nov začetek. Ne samo, kar se vidi, da tiče tudi tehnološko. Sta mi pa dve stvari dosti fascinantni. Ta prva zadeva je to, da se folk neverjetno pogosto zatakne ob to barvo. Ne vem, kako točno se imenuje, ne, na prvo žogo bi rekel, da je to ena taka metalik bordeaux je bordeaux? Recimo, no, metalik bordeaux rdeča. Kakršnakoli je, mene fascinira, da ta barva uspe toliko polarizirati. Pa moram priznati, da je malo več tistih, ki jim ni všeč. Meni je pa top. A veš zakaj? Predvsem mi je všeč zato, ker se mi zdi, da barva uspe nekako dopolniti ta eleganten del njegovega karakterja. Se mi zdi, da mu na en način paše. Druga stvar pa moram reči, da to ne velja samo za Talismana, ampak tudi za Megana. Jaz se ne spomnim, kdaj bi se ljudje večkrat zataknili ob obliko kabine, mislim, notranjosti. Predvsem je totalno čuden ta razkorak med tem, kar pišemo oziroma govorimo avtomobilski novinarji, ki pravimo, da je ambientalno ta avto zelo prijeten. Na drugi strani pa predvsem ta spletna publika, ne, ker kadarkoli govorimo o Meganu ali pa o Talismanu, ne. Pa ta notranjost, pa ta motor, I don't get it. Ne, tukaj lušten. Ne vem, no, kaj pa ti misliš? Ampak ajde, nima veze, gremo na to prvo sladko. Jaz mislim, da tukaj ni dileme, pa da se bomo strinjali, ne. Prva sladka, videz. Mislim, ne sam videz, prepoznavnost. In zdaj, kaj točno mislim s tem prepoznavnost, ne? Se mi zdi, da je Renault s Talismanom pa z Meganom uspel ustvariti eno obliko, ki jo takoj prepoznaš. In poleg splošne oblike se mi zdi, da je tukaj ena stvar ključna. Njegov svetloben podpis. Tukaj govorim predvsem o dnevni leto svetlitvi, ne? Od tej, ki gre od tukaj pa čist do sem dol, skoraj na sredino odbijača. Vidiš? Zdaj pa ti meni povej, ni najboljši preizkus prepoznavnosti to, da se ti po noč peleš pač v svojem avtu, pa pogledaš v špegu, pa vidiš, da nekdo vozi za tabo in v trenutku rečeš, aha, Talisman ali pa Megan. In to ni šans, da se zgodi brez tele linije. Pa ker smo že pri obliki, ne, če ga pogledaš z tega kota, ne mi reči, da ne spominja fejst na kupeja, ne, pa čisto kar na limuzina, predvsem zaradi tega zadnjega dela. Tudi splošno se mi zdi, da po mojem mnenju Talisman z lahkoto konkurira za naslov Best in Class, ki pride do videza. Druga sladka, o tem smo že govorili, kabina. Jaz se tukaj noter dobro počutim, predvsem če primerjam ta avto s predhodnikom, z Laguno. Pa ne, da je bilo tam izrecno slabo, ampak viden je opazen skok v prostornosti, v kakovosti izdelave, v materialih. Tudi v mestih, čez kjer ga imam marsikdo kdaj kaj zapovedati, ne, je meni všeč. Ajde, mot me to, da odzivnost ni najboljša, prednost je pa to, da si lahko ti celotne menije nastavljaš po svojih željah. Veš, prilagodiš ga lahko na mizi pa računalniku, v osnovi. To se pravi, da si sam prilagajaš, kaj se ti bo prikazoval na drugi ali pa na tretji strani. Zaradi meni imaš tukaj tudi nič, če nočeš imeti nič. Prostor v kabini, predvsem v drugi vrsti top. Jaz se še zdaj spomnim, kako v Laguni nikoli nisem imel dosti prostora, da bi lahko stopala dal pod sprednje sedeže. Vedno me je neki motil. Tukaj pa tega problema ni. Naprimer, tretja sladka je, če tako gledaš veliko sliko, kar se avta tiče, razmeroma nepomembna. Ampak meni je všeč, kako je Renault spromoviral tale multisense sistem. A veš, kaj je to multisense? To so v bistvu ti vozni programi. Zdaj imam jaz recimo nastavljen na šport, pa tudi tega lahko pa dodatno prilagajaš, ne? Recimo osvetlitev prostora, zdaj recimo rdeča, lahko zbereš pa kaj pa jaz vem, tudi zeleno. Pa imaš valjda še program Comfort, tega sem jaz daleč največ uporabljal. Perso je pa tista, ki si lahko čisto vse prilagodiš po svojih željah. Vidiš, od krmiljenja, for kontrola, vzmetenja, pogonskega sklopa, temperaturnnega udobja, zaslona, zasnova zmoka motorja in tako naprej. Ok, to mi gre pa na eter. Veš, kaj se zdaj zgodilo? Jaz sem v radio nastavljen na tiho, pa sem sprejel telefonski klic prek Bluetootha in ki se je telefonski klic nehal, je bil radio spet full na glav. Why is that fuck? Pa še kar se multisensa tiče, vidiš tole rožco tukaj na sredinskem grebenu, to je v bistvu bližnjica za upravljanje z multisensom, vidiš? Četrta sladka.
motor. V bistvu ga ni vse skupaj nič skupaj, 1,6 litrski je, bencinar. Kar se zmogljivosti tiče 147 kW, mislim po domač 200 konjev. To pomeni, da ti 7,5 litrska poraba ne uide. Mislim, ne uide, se lahko tudi potrudiš, pa mogoče lahko malo manj avto pokurne. Lahko si pa tudi malo poreden, pa 1, 2, 3, 8, 8,5. Ampak to sploh ni pomemben. Mene ta motor všeč zato, ker mirno teče, ker je elastičnost dobra. Pa zdi se mi, da se z veseljem vrti, pa pozna se, da je razmeroma lahek. Mislim, pozna se v ovinkih. Mogoče samo še to, motor je združen z dvosklopčnim avtomatikom, kar pomeni, da je izkušnja super, ampak ko manevriraš po parkirišču v prvi naprej ali pa v rekord zna menjalnik občasno malo cuken. To mi pa ni bilo tako všeč. Ok, cajt za kiselco. Kisla številka 1, vetrenega piša se tukaj v kabini, predvsem pri višjih avtocestnih hitrost sliši čist preveč. Druga kisla naslonjala za glavo zgledajo super. Vidiš? Moti me pa to, da so precej trda. Jaz, ko se na avtocesti pelem, se rad pelem udobno in dostikrat glavo tudi naslonem. In jaz tako pravim, če so sedeži usnjeni, pa so malo trši, me to ne moti niti malo. Ampak naslonjalo za glavo, come on, bi mogel iti pa malo mehkejši. Tretja kisla, posoda za gorivo 51 litrov. Meni se zdi, da bi si avto, kot je Talisman, zaslužil vsaj 60 litrsko. Peta sladka, vem, da se ponavljam, ampak kadarkoli je avto opremljen s štirikolesnim krmiljenjem, se mi zdi, da je treba to pohvaliti. Pa to ne govorim zaradi hitre vožnje med ovinki, ampak kadarkoli imaš ti razmeroma velik avto, pa ti znamka ponudi en sistem, ki ti omogoča, da zaviješ veliko bolj na knap, kakor bi drugače, je pismo. To moram pohvaliti. Enač, to je to. Zdaj pa avto pelem v Ljubljano, poberem enega drugega, pa pa počas dam. Zato, ker je bila, ta mala je bila v bolnici. 2, skoraj 3 dni. Dolga zgodba, zdaj so vse poštimali, tako da smo malo bolj mirno spimo, kakor smo zdaj le par dni. Pozabil sem povedati eno stvar in sicer ceno. Točen tale stane okrog 35 jurjev, tukaj upoštevam tudi popust uvoznika, mislim, da jurja pa pol. Lahko povem pa tudi to, da povprečen slovenski kupec za Talismana plača tam okrog 27 jurjev. Evo, jaz sem v BTC-ju prevzemam pa tole zadevo. Veš, kaj tukaj gor piše? Mini Countryman, ampak ta je še malo bolj poseben, zato ker je hibrid. Manja, lepo se mej. Pa samo še ena stvar, ravno ker sem se ustavil tukaj pri puncah iz Sidere, zato ker so imeli zame eno škatlo, na tej škatli piše pa Mate 10 Pro, pa Huawei tudi. To je ta telefon, ki sem že začel njegovo predstavitev v Minhen, se spomniš? Odabral sem Brown Boy.